Danes so sredstva za lansiranje tako izpopolnjena, da lahko jedrske projektile lansiramo iz letala, iz podmornice, ladje, raketnih ramp in celo iz topov in minometov. Verižna reakcija je osnovni predpogoj za nastanek jedrske eksplozije. Kadar prodre nevtron v jedro atoma urana 235 ali plutonija 239, pride do cepitve atoma in začne se verižna reakcija, pri kateri se osvobodi velika količina kinetične energije. Da bi prišlo do verižne reakcije, to je jedrske eksplozije, moramo ustvariti nadkritično maso urana 235 ali plutonija 239. To dosežemo, če spojimo podkritične dele teh eksploziv v nadkritično maso. V jedrski bombi je do trenutka eksplozije naboj razdeljen na podkritične dele. Z detonatorjem najprej aktiviramo klasično eksplozivo, ki spoji v nadkritično maso. In tako pride do jedrske eksplozije. Njeno moč merimo v kilotonah. Termonuklearna bomba se od jedrske razlikuje po tem, da ima tudi termonuklearni naboj, ki ga aktiviramo s pomočjo jedrskega eksploziva. Moč termonuklearne bombe merimo v megatonah. Če si hočemo ustvariti predstavo o moči jedrskega eksploziva, potem moramo reči, da je energija, ki se osvobaja v enoti klasičnega eksploziva, neznatna v primerjavi z osvobojeno energijo jedrskega eksploziva z isto maso. Drugače rečeno, 1,12 kg jedrskega eksploziva osvobodi tolikšno energijo, ki je enaka energiji eksploziva 20.000 ton klasičnega eksploziva. Samo za prevoz tolikšne količine klasičnega eksploziva bi potrebovali kompozicijo 2000 vagonov z dolžino 30 km. Prvi pojav, ki se pokaže pri jedrski eksploziji, je svetlobni blisk, katerega svetloba je 10-krat močnejša od svetlobe Sonca. Drugi pojav je ognjena krogla, sestavljena iz žarečih plinov in produktov fizije. Pri projektilu z močjo 20 kg temperaturo 300.000 stopinj. Istočasno začne krog stavlja osvobojeno kinetično energijo. Širi se iz centra eksplozije, ker vlada pritisk 10 milijonov atmosfer. Ta val uničuje živo silo in tehniko in predstavlja 50% skupne energije. Četrti pojav je radioaktivno žarčenje v obliki žarkov alfa, beta, gama in nevtronskih žarkov. To žarčenje je nevarno za živo silo, ker povzroča radiacijska obolenja in izgube. Na žarčenje odpade 15% celotne energije. Ohlajena ognjena krogla se spremeni v radioaktivni oblak. Jedrska eksplozija v zraku ima to značilnost, da se ogni val. S tem razumemo 3 valove. Direktni val, odbiti val in Machov val. Ti 3 valovi skupaj ustvarjajo udarni val, ki predstavlja glavno rušilno moč jedrske eksplozije. Udarni val se premika z velikansko hitrostjo in zadaje največ izgube živi sili in tehniki. Ko se po jedrski eksploziji v zraku ognjena krogla ohladi, se pojavijo radioaktivni oblak, dimni stolp in podnožni oblak. Površinska jedrska eksplozija se od jedrske eksplozije v zraku razlikuje po tem, da se ognjena krogla dotika površine zemlje ali vode in je zaradi tega deformirana. Dimni steber je z radioaktivnim oblakom povezan že od samega začetka. Takšna eksplozija dvigne velikanske količine zemlje ali vode in oboje postane radioaktivno. S pomočjo teh karakteristik bomo lahko pri opazovanju določili vrsto jedrske eksplozije. Če je prišlo do eksplozije na zemeljski površini, se pojavi velik krater, obdan z nasipom izvržene zemlje. Začetno toplotno delovanje jedrske eksplozije se kaže v obliki svetlobnega bliska in toplotnega žarčenja. Svetlobni blisk povzroči začasno slepoto. Toplotno žarčenje povzroča opekline in požare.
Temperatura ognjene krogle znaša v trenutku nastanka 10 milijonov stopinj. Ko se ognjena krogla širi, se ob dotiku z zrakom hitro ohladi, tako da njena temperatura že 4 sekunde po eksploziji pade na 8000 stopinj. Kadar govorimo o toplotnem učinku jedrske eksplozije, je treba podčrtati naslednje. Nuklearni projektil z močjo 20 kiloton izzove pri eksploziji v zraku na višini 400 metrov pri živi sili opekline 3. stopnje v premiru 1400 metrov, če živa sila ni v zaklonišču. Opekline 2. stopnje v premiru 1800 metrov in opekline 1. stopnje v premiru 2000 metrov. Zaradi visoke vročine toplotnega vala se vžgejo vsi lahko vnetljivi predmeti in obleka, znova v odvisnosti od oddaljenosti od točke nič. To so opekline 3. stopnje, do katerih je prišlo v zoni požara. Vojak je delno poškodovan na nepokritih delih telesa in pod obleko. Vojak, ki je bil v pravilnem položaju v zaklonu na oddaljenosti 1800 metrov, ni dobil opeklin. Osmodila se je samo njegova bluza. Drugotni učinek toplotnega udara jedrske energije povzroča požare. Da bi prišlo do požara, je potrebna koncentracija 15 do 30 kalorij na 1 kvadratni centimeter. Zaradi tolikšne toplote se vžgejo lahko vnetljivi predmeti, kot so suha trava, listje, vejevje, maskirne mreže, ponjave na vozilih, bencinske kante in drugi predmeti, ki lahko razširijo požar tudi na vojno tehniko. Takšni požari na tehniki in vegetaciji so divjali pod vplivom toplotnega udara jedrske eksplozije moči 20 kiloton, v oddaljenosti 1000 do 2000 metrov od točke nič. Največje izgube žive sile in materialno-tehničnih sredstev povzroči udarni val jedrske eksplozije. Do teh posledic pride zaradi nadpritiska, ki vlada v udarnem valu. Če ima na primer čelo udarnega vala nad kvadratni centimeter, bo dobil človek v stoječem položaju udarec z močjo 1000 kg. Zaradi tega udarca človeku počijo bobniči, žile in organizmu. Če pa je človek v ležečem položaju, se ta pritisk zmanjša na samo 50 kg. Tako so tudi poškodbe znatno manjše. Do izgub žive sile pride tudi zaradi letečih kosov porušenih objektov in izruvanega drevja. To je posrednji učinek udarnega vala. Tudi vojna tehnika lahko dobi različne poškodbe, ki so posledica jedrske eksplozije. Odvisne so od moči eksplozije, kot tudi od odpornosti in zaščitenosti tehnike. Te poškodbe so nastale na razdalji med 300 do 900 metrov od točke nič. Pri jedrski eksploziji v zraku z močjo 20 kiloton bodo letala, helikopteri, kamioni in druga manj odporna tehnika, ki ni zaščitena, dobili težke poškodbe na oddaljenosti 900 metrov, srednje poškodbe na 1500 metrov in lahke poškodbe na 2000 metrov. Artilerija je odpornejša, tako da pride do težkih poškodb do 500 metrov, do srednjih do 700 metrov in do lažjih do 1000 metrov. Najodpornejša tehnika so tanki. Težke poškodbe dobijo do 300 metrov, srednje do 500 metrov in lahke do 1000.
Kot smo videli, so najmanj občutljivi na učinkovanje eksplozije, tanki in samohodno topništvo. Najbolj občutljivi pa helikopteri, letala, kamioni in podobna tehnika. Radioaktivno žarčenje je zelo nevarno in dolgotrajno. Škodljivo deluje na človeški organizem. Njegovo delovanje delimo na začetno in naknadno. Začetno delovanje se pojavi v prvi minuti po jedrski eksploziji v obliki nevtronskega in gama žarčenja. Naknadno delovanje se kaže v obliki induciranega žarčenja in radioaktivnega oblaka. Človeku grozi glavna nevarnost od začetnega žarčenja. Največje izgube zaradi radioaktivnega delovanja utrpi živa sila, ki ni zaščitena. Tako bo na primer živa sila, ki ni v zaklonišču, dobila v premiru 1200 metrov 600 rentgenov, kar je smrtna doza. V tanku je ta doza 50 rentgenov, v dobro prikritem zaklonišču samo 20 rentgenov, kar ni nevarno. V drugem krogu, v razdalji večji od 1300 metrov, je ta doza manjša. Tako znaša pri ljudeh na prostem 350 rentgenov, v tankih 30 rentgenov in v dobro pokritih zakloniščih 12 rentgenov. V tretjem krogu, v razdalji večji od 1600 metrov, dobijo ljudje na prostem 60 rentgenov, v tankih 5 rentgenov, v dobro pokritih zakloniščih samo 2 rentgena. Naknadno radioaktivno delovanje jedrske eksplozije se kaže v obliki induciranega žarčenja in radioaktivnih padavin. Območje inducirane kontaminacije je prostor okoli točke nič, ki je pod vplivom nevtronov prvotnega žarčenja in radioaktivnih padavin. Po obliki je okroglast in v njem intenzivnost žarčenja pada vzporedno z oddaljenostjo od točke nič. Ne glede na moč jedrske eksplozije, se radioaktivni oblak oblikuje že čez 10 minut. Pod vplivom zračnih tokov se radioaktivni oblak premika in raznaša radioaktivne delce v obliki radioaktivnih padavin. Nalaganje radioaktivnih delcev na površini Zemlje in morja ima za posledico kontaminiranost ozemlja ali akvatorija. Z ozirom na stopnjo kontaminacije ločujemo 3 zone. Zona C, nevarna kontaminacija. Zona B, močna kontaminacija. In zona A, šibka kontaminacija. Velikost teh zon je odvisna od moči jedrskega projektila in hitrosti vetrov. In starešine oddelkov, ki niso bili izpostavljeni neposrednemu udaru, iz oddaljenosti, ki omogoča opazovanje jedrske eksplozije. V trenutku jedrske eksplozije se zaščitimo predvsem tako, da se uležemo z nogami v smer eksplozije in da si zaščitimo nepokrite dele telesa. Učinkovitejšo zaščito nam nudijo pobočje hriba ali drugi naravni in umetni pogoji. Najbolje zaščitimo ljudi in tehniko pred trojnim učinkovanjem jedrske eksplozije v zaklonih, rovih, prehodnicah in drugih zakloniščih raznih tipov in profilov, če so bili pravočasno pripravljeni in če jih pravilno uporabljamo. Dihalne organe in celotno telo zaščitimo pred kontaminacijo s pravočasno in pravilno uporabo splošnih sredstev za osebno zaščito. Ko prejmejo starešine opozorila o bližanju radioaktivnih padavin, odredijo postopke za zaščito enot, medtem ko opazovalci s pomočjo radioloških detektorjev ugotovijo stopnjo kontaminacije in nadzorujejo intenzivnost žarčenja. Celotno dozo, ki jo je dobila enota, odčitavamo na komandnih dozimetrih. Ob alarmu, ki napoveduje približevanje radioaktivnih padavin, se del žive sile takoj umakne v pokrite rove, prehodnice in zaklonišča. Dežurni posamezniki in enote, ki ostanejo na položajih, se zaščitijo v objektih in s pomočjo sredstev za osebno zaščito. Tako zmanjšajo nevarnost neposredne kontaminacije.
Da bi ugotovili stopnjo in obseg kontaminacije po jedrskem udaru, organizirajo enote izvidovanja zemljišča na področju bojnega dejstvovanja in sporočajo podatke in navodila za izvajanje nadaljnjih zaščitnih ukrepov in bojnega dejstvovanja. Na izvidovanju označujejo meje kontaminiranega področja in tako opozarjajo enote, naj na to področje ne stopajo brez zaščitnih sredstev. Pri jedrski eksploziji na morju pride do kontaminiranega akvatorija. V trenutku, ko posadka odkrije, da je morje kontaminirano, se umakne v notranjost ladje, si nadane zaščitna sredstva, zapre vse ladijske odprtine, izključi ventilatorje ter kontrolira intenzivnost kontaminiranosti v notranjosti ladje in na njeni površini. Poskuša obpluti kontaminirano področje z vetrne strani. Z radiološkim izvidovanjem poskušamo ugotoviti stopnjo kontaminacije in najti najprimernejše smeri za plovbo, da bi se tako izognili močnejši kontaminaciji in žarčenju. Med dejstvovanjem na kontaminiranem zemljišču se enote pravočasno premaknejo, da bi se izognile prevelikemu žarčenju. Potem, ko so enote zapustile kontaminirano ozemlje in je bila opravljena dekontaminacija, opravimo dozimetrijsko kontrolo, da bi ugotovili stopnjo obsevanja, ki je bila izpostavljena posamezna enota, in zaščitili enote pred posledicami žarčenja. Ni res, da se pred jedrskim orožjem ni mogoče zaščititi. To mora vedeti vsak naš vojak. V jedrski vojni velja isto pravilo kot v klasični. Več potu, manj krvi. Pravilno in popolno ukopavanje nudi zadostno zaščito, da lahko živo silo in vojaško tehniko zavarujemo pred vsemi tremi učinki jedrske eksplozije. Človek je izumil jedrsko orožje in človek je tudi sposoben, da se pred njim zaščiti. Med varnostne ukrepe, ki jih uporabljamo v boju, štejemo osebno in kolektivno zaščito, zaščito hrane, vode in drugih materialnih dobrin, različne taktične in druge postopke, ki imajo za cilj preprečiti sovražniku, da bi v naših bojnih vrstah ustvaril jedrsko razpoko. Če se bo pri vsakem našem vojaku, starešini in enoti razvil občutek za pravočasno uporabo zaščitnih sredstev, potem jedrska bojna sredstva ne bodo več pošast, pred katero se ne da zaščititi.